O usposabljanju strokovnih delavcev v športu nam bo na nekaj vprašanj odgovorila doktorica Mojca Dupona. Kakšno znanje je potrebno, da lahko opravljaš delo na področju športa? V zakonu o športu je opredeljeno, katere osebe lahko delujejo na področju športa kot strokovni delavci. Te osebe so lahko usposobljene, lahko pa so izobražene. Osebe morajo biti tudi vpisane v razvid usposobljenih oziroma izobraženih športnih delavcev. To jim daje tisto vstopno točko, da lahko delujejo v športu in da so priznani športni delavci. Na kakšen način lahko nekdo postane usposobljen športni delavec? Usposobljen športni delavec je oseba, ki opravi tečaj prve ali pa druge stopnje na različnih programih usposabljanja. Lahko je to na programu za športno treniranje, za rekreacijo, tudi za rekreacijo starejših oseb ali pa za invalide. Seveda vsak tak program ima svoje kompetence, svoj obseg, pridobijo svoja znanja, pa vsekakor, ko končajo usposabljanje na prvi in drugi stopnji ali na drugi stopnji, so usposobljeni, da samostojno delajo na področju športa. Kakšne kompetence ima strokovni delavec 1 in kakšne strokovni delavec 2? Kompetence se seveda razlikujejo glede na stopnjo usposabljanja. Posameznik, ki opravi tečaj prve stopnje, je usposobljen, ima kompetence, da spremlja in pa izvaja trenažni proces oziroma vadbo v določeni športni panogi ali pa na področju rekreacije, se pravi na področju športa. Posameznik, ki ima opravljen tečaj druge stopnje, pa seveda lahko temu primerno več izvaja oziroma ima večje kompetence, lahko tudi načrtuje, organizira športno vadbo in jo tudi ovrednoti. Kje lahko preverim, kateri programi usposabljanja za opravljanje strokovnega dela športov so v veljavi in kdo so nosilci teh programov? Veljavne programe usposabljanja lahko vsak preveri na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pod direktoratom za šport, v rubriki javno veljavnih programov usposabljanja. Teh programov je trenutno okoli 170. V tem javno veljavnem razvidu je tudi zapisano, kdo je nosilec programa. Tečaji so objavljeni na spletnih straneh in sicer objavi jih nosilec posameznega programa usposabljanja, včasih tudi izvajalec, če ta izvajalec ni isti kot je nosilec programa. V prihodnje načrtujemo, da bo enotna vstopna točka za vse objavljene tečaje usposabljanja. Zdaj pa cena pa je določena seveda s pravilnikom, kaj je najnižja oziroma najvišja možna cena za tečaj prve stopnje ali pa druge stopnje. Vsekakor pa težimo k temu, da je čim več sofinanciranja, kot recimo projektnega sofinanciranja ali pa država participira pri tečajih, tako da je pač to čim cenejše za udeležence.